Torej, še enkrat hvala vsem udeležencem okrogle mize in moderatorki za super izvedbo in super vodenje. Sedaj pa bomo nadaljevali po programu, kjer bomo prisluhnili govorcem na panelu Molekularno slikanje v medicini. Moderirala pa bo dr. Petra Kolenc. Izvolite. Hvala, najlepša hvala najprej organizatorjem za povabilo na dogodek, ki je pravzaprav že v tem prvem delu, katerem sem se uspela tudi pridružiti, poskrbel res za krasno okroglo mizo, tako da čestitke vsem govorcem tam, super organizacija. Zdaj, se pravi, bomo začeli z prvim panelom z področja molekularnega slikanja. In sicer se nam bodo na tem panelu skozi svoje predstavitve predstavile 3 raziskovalke, mlade znanstvenice, ki so pravzaprav začetni del študija, se pravi univerzitetni študij, zaključile na Univerzi v Ljubljani, potem pa v bistvu iskale nova znanja v tujini. Kot prva se nam bo predstavila dr. Aleksandra Pekošak, ki je po zaključenem študiju farmacije na Fakulteti za farmacijo odšla na doktorski študij na Nizozemsko, kjer je na Vrije univerzitet v Amsterdamu ta študij tudi zaključila. Že tekom študija ji že to ni bilo dovolj, tako da je kot Fulbrightova štipendistka nadgrajevala svoja znanja še v Združenih državah. Potem pa po zaključenem doktoratu kot podoktorska študentka na Nizozemskem in v Švici. Aleksandra je tudi članica upravnega odbora društva Vtis in nas je pravzaprav v tem kontekstu molekularnega slikanja med seboj povezala, tako da hvala, Aleksandra. In zdaj samo vsebino svojega raziskovalnega dela bo pa seveda najbolje predstavila sama. Tako da, Aleksandra, beseda je tvoja. Najlepša hvala, Petra, za res lepo predstavitev. Mislim, da nimam česa dodati. Mogoče preden začnem, še sam preverim, če me dobro slišite. Ja. Ok, vidim kimanje. Potem bom pa kar delila svojo prezentacijo, samo sekunda. Mogoče da še preverim, če vidite mojo prezentacijo. Ok, super. Kot sem že bila predstavljena, moje ime je Aleksandra Pekošak in z vami bi danes želela deliti del moje doktorske teze za naslovom Carbon Level Labeled Amino Acids and Peptides, Chemistry and Applications, oziroma slovenskim naslovom z obliko 11 označene aminokisline in peptidi, njihova kemija in aplikacija. Preden pa začnem, bi pa želela tudi podati izjavo, da pogledi informacije ali mnenja izražene med predstavitvijo so izključno avtorjeva in ne predstavljajo nujno organizacij in podjetij ter njihovih zaposlenih omenjenih v tej predstavitvi. Torej, če kar pričnemo z pozitronsko emisijsko tomografijo, ki mi je res pri srcu, ampak pri srcu mi je tudi ena druga tema, s katero bi mogoče rada malo otvorila ta panel. Če se pogledamo najprej podkovanje konja, moramo imeti surovino, to je železo, potem to stavimo v pečico, pripravimo, oblikujemo, da dobimo podkev. Na to še obdelamo kakšne popravke, da se ta podkev ujema konju in želimo si, da dobimo veselega konja, kot vidimo na fotografiji. Pozitronska emisijska tomografija ima kar nekaj podobnosti. Najprej moramo pridobiti izotop s pomočjo ciklotrona oziroma krožnega pospeševalnika, dobimo ogljik 11, ga prenesemo v hot cell oziroma vročo celico, mislim, da je takšen slovenski prevod, ker ga nadaljnje oblikujemo, delamo radiokemijo. Ko imamo označevalec v roki, to iniciramo v pacienta, pacient se vleže v PET kamero, ker se opravi PET preiskava in s pomočjo PET preiskave lahko dobimo res zelo natančno sliko znotraj telesa pacienta, kjer se na primer nahaja tumor kot na fotografiji. Torej lahko povzamemo, da z pozitronsko emisijsko tomografijo izboljšamo oskrbo bolnikov oziroma pacientov.
Če kar gremo naprej na aminokisline in peptide, aminokisline so osnovni gradniki v telesu in so pomembni za sintezo beljakovin, transport hranilnih snovi in so tudi nevrotransmiterji. Če si kar pobližje pogledamo aminokislino fenilalanin, iz njegove strukture vidimo, da je sestavljen iz aminske skupine modrega dela, karboksilne skupine rdečega dela in stranske verige zelenega dela fenilne skupine. Aminokisline, veliko aminokislin in recimo ena izmed teh je fenilalanin, ima posebno lastnost, torej orientacijo lahko ima različno orientacijo, ali je L ali je pa D usmerjena. In če to mogoče kar ponazorim z temi nizozemskimi coklji, oba coklja, kot vidite na sliki, levi in desni sta simetrični, vendar bo naša leva noga pasala samo v levega in desna samo v desnega, vkolikor želimo uspešno hoditi. Vkolikor fenilalanin oziroma eni aminokislini dodamo še eno in na to nadaljujemo to verigo, dobimo peptide. Peptidi v telesu opravljajo vitalne funkcije, so nevrotransmiterji, hormoni in opravljajo tudi podporno funkcijo. Radioaktivno označene aminokisline so zanimive predvsem za raziskovanje sinteze proteinov ali samega transporta aminokislin, na primer v rakavo celico, kjer lahko zaznamo, kjer se radioaktivno označena aminokislina akumulira in tako pridobimo informacijo o lokaciji tumorja v telesu. Po drugi strani so peptidi zanimivi zaradi peptidnih receptorjev. Znano je, da so ti prekomerno izraženi na določenih tumorjih, na primer somatostatinske receptorje, prekomerno izraženi na neuroendokrinih tumorjih. Če povzamemo tudi tukaj, lahko s pomočjo radioaktivnih označenih aminokislin in peptidov določimo diagnozo raka in nevroloških bolezni in spremljamo tudi sam terapevtski odziv. V preteklih letih, desetletjih je bilo narejenih že kar nekaj raziskav na radioaktivno označenih aminokislinah za ogljikom 11, vendar imajo vse metode nekakšne pomanjkljivosti. Mogoče, če kar povzamem, je to, da so večinoma vseh metod je bilo omejenih na sintezo L produktov L-izomerov in da vedno stereoselektivnost na alfa-ogljiku ni bila mogoča. Po drugi strani so peptidi tudi izredno zanimivi v molekularnem slikanju. Pri njih je pa mogoče ta drawback oziroma pomanjkljivost ta, da radiokemijske metode spremenijo njihovo molekulo in posledično tudi fizikalne in farmakološke aktivnosti, so daje kot na primer prostetični skupin ali kelato, da lahko stavimo radiometal oziroma radioizotop. Torej, za sintezo aminokislin in peptidov z ogljikom 11 je še kar nekaj priložnosti za raziskovanje. Zakaj pa je ogljik 11 pravzaprav tako zanimiv? Zanimiv je zato, ker je ogljik 12 oziroma 13 prisoten praktično v vseh molekulah. In vkolikor uspemo substituirati ta ogljik 12 z ogljikom 11, je možno označiti skoraj vse biološko zanimive molekule. Ima pa ogljik 11 tudi nekaj neprijetnih lastnosti. Ta je definitivno ta, da ima kratek razpolovni čas, da se v 20 minutah razpolovi kar polovica ogljika 11. Pri sintezi smo omejeni na 2 prekurzorja, s ciklotronom pridobljene ogljikov dioksid in metan. In v primerjavi z organsko kemijo imamo tukaj pikomolarno ali nanomolarno količino radioaktivnega ogljika 11 v primerjavi z miligrami samega prekurzorja, tako da porušimo stoichiometrično razmerje in posledično reakcije potekajo hitro, kar je v določenih primerih seveda tudi zelo zaželjeno. Cilj moje doktorske dizertacije je bil res ohraniti to biološko aktivno molekulo, da ohranja svojo strukturo pri označevanju. In ravno zato je ogljik 11 zelo privlačen izotop za pripravo radiofarmakov oziroma radioaktivno označenih molekul, vendar ima zahteven proces označevanja, ki je hkrati tudi lahko unikaten in ima kratek razpolovni čas. Kot sem omenila, cilj moje doktorske naloge pa je bilo razviti novo stereoselektivno radiokemijo ogljika 11,
ker molekula aminokislina ali peptid ohrani svojo strukturo. To smo si zamislili nekako sledeče, če imamo radioizotop in prekurzor, vzemimo nekakšno preaminokislino, ko jo označimo, bomo dobili L ali desno usmerjen produkt. Vendar, če uspemo izbrati res, kako naj rečem, ta pravi katalizator, lahko dobimo samo L produkt, L enantiomer, ali če imamo D-selektiven katalizator, samo D-aminokislino. Verjetno se in seveda, vkolikor potem to metodo prenesemo tudi na peptide, lahko dobimo stereoselektivno L ali desno označene peptide. Verjetno se marsikdo izmed vas sprašuje, kaj pa je pravzaprav ta magični katalizator. In če se vrnem spet nazaj, mogoče na svojo najljubšo temo, to so konji. Konji nosijo zadnje ščitnike, ti so na držišču različnih oblik, barv, načinov zapenjanja, velikosti in tako dalje. Ampak, če nosijo pravzaprav konji za zaščito, pa tudi, vkolikor uspemo najti res pravi ščitnik, ta izboljša tehniko konja oziroma poveča njegov scope. In tudi mi smo si pri raziskovanju želeli katalizator, ki izboljša stereoselektivnost proti L ali D produktu in se med samo reakcijo ne porabi. Tako sem morala pridobiti knjižnico katalizatorjev, ki smo jih tudi uporabili tekom reakcij. Kot lahko vidite, so ti katalizatorji faznega prenosa različnih oblik. Želeli pa smo si, da tisti, mogoče katalizatorji vidite, so modro obarvani, pri tistih smo si želeli, da nam dajo L produkt, pri rdeče obarvanih pa je bila naša želja, da bomo dobili desno označene aminokisline ali peptide. Moj raziskovalni načrt je bil sledeč. Najprej sem seveda morala sintetizirati ta označevalni reagent, benzil jodid. Morala sem oblikovati oziroma oblikovati prekurzorje, kar vidite v sivem krogcu. In kolikor seveda mi to označimo, dobili vedno L in D produkte. Morala sem pa razviti tudi analitično HPLC metodo, da lahko spremljamo konverzijo samega označevalnega reagenta in tudi stereoselektivnost reakcij. Pri tem se moralo tudi oziroma preveriti različne katalizatorje faznega prenosa, da smo res pridobili tistega, ki nam je dal največjo stereoselektivnost. Preveriti reakcijske pogoje za alkilacijo in odščito za, naprimer, najprej pridobitev L in D fenilanina, torej ene aminokisline. Dalje smo nekakšno, kot zlagali lego kocke, smo sintetizirali dipeptide in nadalje tudi tetrapeptide. In če kar pogledamo moj prvi projekt, to je bila sinteza benziliodita, ki je bila one-pot reakcija. Zelo pomembno je bilo tukaj optimizacija reakcijskih pogojev. Sinteza samega benziliodita iz ogljikovega dioksida je že bila objavljena, vendar sinteza ni bila optimalna ali strani časovnega okvirja ali izkoristkov in čistosti. Tako da to zadevo sem najprej optimizirala in dobila zelo lepe rezultate v dobrem izkoristku, čistosti, molarni aktivnosti in da avtomatiziran proces je vse skupaj potekalo 11 minut. Mogoče tisti, ki so mogoče malo bolj kemično usmerjeni, veste, da je to res zelo kratek čas. Dalje je bil moj projekt sinteza D in L fenilalanina. Fenilalanin je esencialna aminokislina, ki se že tudi uporabljajo v predkliničnih študijah za slikanje tumorjev. Tukaj sem želela dokazati kiralno alkilacijo v prisotnosti tega katalizatorja faznega prenosa. Katalizator faznega prenosa je v angleščini Phase Transfer Catalyst, zato tudi oznaka ta PTC. In želeli smo si, da je sama radiosinteza pridobljena na avtomatizirani platformi. Na slajdu vidite tudi reakcijsko shemo. Ko sem rekla, najprej alkilacija in nato deprotekcija, da smo dobili odščiteno aminokislino. Vašo pozornost pa bi tukaj želela preusmeriti tudi na katalizatorje, ker smo jih res preverili kar nekaj. Preverili smo Maruka katalizatorje, zgoraj so prva generacija, spodaj so druga generacija, potem katalizatorje alkaloida kinkona,
tartrat derivate, akeralni katalizator in še en drug. Pri tem smo res pridobili tisti najboljši katalizator, ki nam je dal zelo visoko stereoselektivnost v enantiomeričnem presežku 90%. Proces smo pa tudi avtomatizirali kot želeno. Na slajdu je pravzaprav HPLC UV radioaktiven profil, ne čiste reakcijske zmesi. Torej, zgoraj z rdečo je UV, spodaj z modro je radioaktivni. Pri tem smo morali soinjicirati hladen L in D-fenilanin, da smo dokazali, da smo res dobili željena produkta in kot vidimo je presežek L na D res velik. Kar lahko povzamem, da smo pridobili fenilanin v visoki konverziji, izkoristko, odličnem enantiomeričnem presežku in dovolj veliki molarni aktivnosti za kakršnekoli predklinične študije. In to v skupnem času 24 minut. Mogoče bi se še tu ustavila, dalje je bil moj projekt usmerjen sintezo dipeptidov, vendar zaradi kratkega časovnega okvirja te predstavitve bomo to danes preskočili in skočili kar na prevod nove metode na biološko pomemben peptid. Tukaj smo imeli proof of the concept študijo, ker sem si izbrala molekulo okreotid. Okreotid je zelo znan antagonist somatostatinskih receptorjev, ki se uporablja tudi v molekulārnem slikanju v kliniki. Vendar vse metode spremenijo samo molekulo, kot so ali skelati ali s prostetičnimi skupinami, in pa smo želeli sintetizirati biološko nespremenjen radioaktivno označen okreotid. Izbrali smo si znotraj okreotida ta motiv za zaznavo somatostatinskih receptorjev. Sama radiosinteza je bila sledeča, najprej 3-stopenjska sinteza benziljeldida, označevanje. To je bil v rdeči naš najljubši, najbolj uspešen katalizator in za sintezo željenega produkta. Samo področje radiokemije združuje tako področje organske kemije, analitične kemije in v okviru organske kemije oziroma peptidne kemije, v mojem primeru, se morala tako sama sintetizirati prekurzorje in različne intermediate. To je potekalo preko, naprimer, za prekurzor 7-stopenjska sinteza, ker smo bili res usmerjeni na visoko čistost produktov. Pomembno je bilo, da smo imeli terminalno aminsko skupino zaščiteno za šifovo bazo, ki je omogočila ravno to označevanje. Zaščitene pa so morale biti tudi vse ostale stranske skupine, kot tudi karboksilna kislina. Tudi iz tega intermediata 4 in 19 sem uporabila za pridobitev prostih aminokislin oziroma dalje naprej za pridobitev različnih intermediatov. Zdaj smo prikazali področje peptidne kemije, verjetno poznate tudi analizno kemijo in se verjetno sprašujete, kako pa radiokemija pravzaprav poteka. To poteka kolikor delamo za klinične, predklinične študije v GMP skladnih hot celih oziroma teh vročih celicah. V laboratoriju Amsterdamu imajo v teh hot celih nastavljive sintezne enote, ki jih lahko upravljamo z programom, programom, katerega že naprej naložimo napisano zaporedje reakcije. Seveda želimo si, da je čim več procesov avtomatiziranih, kdaj pa je tudi potrebna manualna intervencija. Sama sinteza tetrapeptida je tudi spodaj v tabeli. Ta je bil sintetiziran v velikem diastomeričnem presežku, več kot 94%, dobri konverziji, čistosti in dovolj dobrih rezultatih za nadaljne predklinične študije. In tudi sama sinteza je potekala v manj kot 1 uri, kar je tudi nekakšno nenapisano pravilo v radiokemiji, da mora biti označevalec pridobljen v 3 half-lifih oziroma razpolovnih časih. V našem primeru je to 1 ura.
Povzela bi, da smo razvili novo metodo označevanja novih stereokemičnih čistih peptidov in aminokislin označenih z oglikom 11. In če res še povzamem, mogoče malce bolj slikovito, z ciklotronom pridobljen ogljik si jo tu lahko v 3 korakih pretvorimo v benzil jodid, naš označevalni reagent, mu predstavimo različne prekurzorje in nato s pomočjo 2 nadaljnjih korakov dobimo aminokisline, dipeptide, tetrapeptide in vekoliko zberemo levo usmerjene katalizatorje, lahko pridobimo leve izomere aminokislin, peptidov ali dipeptidov in za desno selektivnimi katalizatorji desne produkte. Moja doktorska dizertacija je tudi dobila nagrado s strani European Society of Molecular Imaging za najboljšo tezo 2018 in še vedno velja za eno inovativnih metod označevanja z oglikom 11. In seveda, nič izmed predstavljenega ne bi bilo mogoče brez res čudovitih mentorjev in odlične infrastrukture v Amsterdamu, prav tako del na King's College v Londonu, kjer sem opravila krajšo izmenjavo mojega Fulbrighta raziskovanja v Ameriki in seveda postdoka v Švici. Nič od tega ne bi bilo tudi mogoče brez financiranja strani Radiomi in Marie Curie ITM programa, Fulbright štipendije, zahvala gre tudi Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendijo za kritje moje letalske karte v Združene države Amerike. Vesela pa sem tudi, ker sem kot slovenska državljanka dobila tudi nizozemsko štipendijo za podoktorsko raziskovanje v Švici. Na tem mestu bi se uspela še zahvaliti vsem svojim magistrskim študentom strani Fakultete za farmacijo Janezu, Jani in Špeli in dr. Jakopinu, ki je odprto sprejel mojo idejo o izmenjavi študentov v Amsterdam. Torej res hvala vsem in hvala tudi vam za vaše spremljanje. Aleksandra, najlepša hvala. To je bil pravi balzam za dušo za vse radiokemike in radiofarmacevte, ki se zdaj spremljamo. Čestitke ob nagradi. Pravzaprav smo vedeli, da si jo dobila, ampak zdaj še enkrat javno ti čestitamo. Najprej bomo pogledali segment vprašanj iz publikov. Bom kar prebrala. Živjo Aleksandra, super prezentacija, imam pa kot strokovnjak tega področja par vprašanj. Ali je se pravi Decay corrected yield. Tako, decay corrected yield. In pa če si preizkusila različne pogoje, da bi ta bil višji, recimo različni temperaturni pogoji, čeprav to je verjetno težje zaradi občutljivih aminokislin, ostali katalizatorji, različna topila in tako dalje. Mogoče najprej na to vprašanje. Hvala Sara za predstavitev in za spremljanje. Seveda sem vse to poskušala, seveda spremenila sem pogoje, ko sem rekla, tako topilo za čiščenje, različne metode čiščenja, ampak navsezadnje ena izmed mogoče drawbackov je tudi ta, da če imaš avtomatiziran proces, imaš tudi nekaj, kako rečem, dead volume, in tam se pač del aktivnosti enostavno zgubi ali v različnih tubingih, kolonah in tako dalje. Žal. Hvala. Pa v bistvu še naprej isto sprašuje Sara. V koliki meri je ta proces avtomatiziran za aminokisline oziroma ali je potrebno kaj ročne manipulacije? Pa v bistvu zanimajo, zakaj C11, ne F18. Proces je definitivno avtomatiziran, tako da lahko samo stojiš izven hot cella, pa spremljaš program, če se vse dogaja v redu, kar pa moraš na koncu seveda narediti potem vijalo z filtriranim peptidom ali aminokislino, prenesti ven iz hot cella. To je mogoče edini ta manualni proces. Drugače pa praktično vse avtomatiziran. Super. Je pa res, da je to pomembno imeti kako sem rekla, že sintezne enote, ki so res izredno prilagodljive in ti omogočajo hlajenje, segrevanje, spreminjanje helija.
Pa še vprašanje seveda, zakaj Carbon-11? Ja. Ravno to je bil tudi cilj doktorske naloge, da ne spremenimo samo molekulo in zelo veliko z fluorom 11 se molekula spremeni, če govorimo o aminokislinah. Če želimo imeti native molekulo, potem je zelo velikokrat ogljik najboljša izbira, je pa seveda slaba lastnost ogljika ta, da mora imeti ogljik 11 oziroma bolnišnica, kjer potekajo te raziskave, mora imeti bolnišnica sama te laboratorije, zato ker ta zelo kratek razplovni čas ne omogoča dodatnega transporta. Hvala, se pravi, Slovenija nima šans trenutno za karkoli označeno za 11, kar je jasno. Jaz bi v bistvu, ker imamo še mičken časa, bi pa jaz v bistvu eno nestrokovno vprašanje ti še postavila. In sicer, jaz bi rekla, da v bistvu, ko sem gledala, kaj vse si počela, da je sprememba tvoja edina stalnica, se pravi selitev sem, selitev tja, delo tu, delo tam. Zdaj si celo zamenjala področje, se pravi iz radiofarmacije, radiokemije si šla v biotehnološko podjetje, če sem prav razumela. Zdaj me pa zanima, kaj pa vrnitev v Slovenijo? Bi bila to prevelika sprememba? Kaj bi to pritegnilo nazaj? Definitivno vrnitev v Slovenijo ne bi bila sprememba. Mogoče vse, kar je bilo omenjeno, je skupaj ta, da imam res rada izzive in nove stvari in se vedno rada učim in raziskujem novo, odkrivam novo. In ja, Slovenija je zame več kot na zemlje videl, mislim, da je pa vprašanje bolj kdaj. Kdaj? Ko pride ciklotron? Upajmo, da čim prej. Ok. Aleksandra, najlepša hvala. Hvala. Mogoče, tu vidim, da je še eno bilo vprašanje, ali se motim, ali bi bilo to prej, ob 12. Jaz mislim, da Sara je pač potem odgovorila, da podpira. Vidim, da desmes. Ja, to je pa bilo v bistvu v prvem delu pač žensk v znanosti. Tako, najlepša hvala. In zdaj se selimo k predstavitvi naše druge panelistke. To je magistra Špela Korat, ki je prav tako kot Aleksandra zaključila študij farmacije na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. Že v bistvu tekom študija prek Erasmus izmenjave spoznala področje radiofarmacije. Potem pa po zaključenem študiju odšla v Antwerpen, v Belgijo, tam je ta znanja nadgrajevala. Zdaj pa je doktorska študentka, pravzaprav na isti inštituciji, kjer je doktorirala Aleksandra. Mislim, da je tudi tukaj neka naveza, če sem prav videla članke in objave. Se pravi, Špela je doktorska kandidatka na Vrije univerzitet v Amsterdamu in tako kot pred njo Aleksandra bo tudi Špela predstavila svoje dosedanje delo. Tako da Špela, prosim. Super, najlepša hvala za ta uvod, Petra. Potem pa bom jaz kar delila mojo predstavitev. A se vidi? Me slišite? Ja. Ok, super. Najlepša hvala tudi organizatorjem. Jaz sem bila ful vesela, da sem bila povabljena. Tako da, kot pa je že Petra omenila, torej jaz sem Špela, sem doktorska študentka tukaj v Amsterdamu na Vrije univerzitet in danes vam bom bolj tako na kratko predstavila dejansko vlogo molekularnega slikanja pri diagnostiki proteinopatij in predvsem sinukleinopatij. Zdaj, kaj je čisto na kratko, kaj je dejansko nuklearna medicina? Torej je področje medicine, ki uporablja neke odprte vire radioaktivnega sevanja za diagnosticiranje oziroma zdravljenje. Zdaj, ti odprti viri radioaktivnega sevanja se imenujejo tudi radiofarmaki, ki je pa dejansko zastavljen iz dveh delov. Torej, imamo nek radioaktiven izotop, kot je na primer predstavljen na tej sliki, ta drugi del pa predstavlja nek farmak. In zdaj, kaj je dejansko neka vloga farmaka, predstavlja bolj neko kinetiko radiofarmaka in tudi skrbi
da ima sam radiofarmak kot tak neko selektivno vlogo do neke tarče. Če je ta radioaktiven izotop v bistvu pozitronski emisijski radionukleid, kot so na primer primeri kisik 15, dušik 13, ogljik 11 in tako dalje. Potem je v bistvu vloga radiofarmaka, ki jih dejansko uporabimo lahko, je predvsem v pozitronski emisijski tomografiji. Zdaj, razlika med nekimi pozitronskimi emisijskimi radionukleidi je predvsem, na kak način jih pridobimo, torej kot je Aleksandra že na kratko predstavila, torej večinoma oziroma velika večina jih lahko pridobimo iz ciklotrona, par, na primer galij, se pa tudi pridobi iz različnih generatorjev. Zdaj, sama vloga oziroma razlika med njimi je pa tudi njihov razpolovni čas, to je pa v bistvu tudi neki, na kak način je tudi njihova aplikacija dost različna. Zdaj, kakšne so dejansko neke osnove pozitronske emisijske tomografije in na kak način jo lahko uporabimo v medicini? Torej, čisto na kratko, torej pozitronska emisijska tomografija je in vivo neinvazivna metoda, ki nam v kombinaciji torej ali z magnetno resonanco ali računalniško tomografijo nam daje neko trodimenzionalno sliko in natančnejšo interpretacijo biološkega procesa v organizmu. Trenutno je pa uporabljena vsaj v 3 različnih vejah v medicini, ali onkologiji, ali nevrologiji oziroma v kardiologiji. Zdaj, čisto na kratko, če lahko predstavim sam mehanizem pozitronske emisijske tomografije. Torej, kot že omenjeno, torej pridobimo te pozitronske emisijske radionukleide lahko iz ciklotrona in jih uporabimo torej za označevanje različnih spojin in na tak način pridobimo torej nek radiofarmak. In ko je ta radiofarmak iniciran ali v neko testno žival oziroma v nekega pacienta, pride do tega torej zaradi razpada, dobimo nek pozitron, ki potuje neko zelo kratko razdaljo v telesu in trči v torej elektron, in ta trk imenujemo tudi anihilacija, in to povzroči, torej zaradi trka dobimo neke fotone oziroma gama žarke z energijo 511 kiloelektronvoltov, ki se odbijajo torej pod kotom 180 stopinj, kot je predstavljeno na sliki, in to je dejansko na koncu detektirano z raznimi torej ti detektorji, ki so pa naloženi v bistvu v krogu. Naprimer, če pogledamo to sliko v modri del, v bistvu bi lahko rekli, da so to različni detektorji, ki zaznajo to anihilacijo, in preko različnih slikovnih konstrukcij v bistvu dobimo na koncu neko sliko. Zdaj, če pa lahko v bistvu nadaljujem o proteinopatijah in kakšna je dejansko vloga pozitronske emisijske tomografije pri le-teh. Torej, proteinopatije so bolezni, pri katerih se odlagajo torej napačno zvite beljakovine, in poznamo vsaj 2 skupini, torej poznamo te neamiloidne in pa zelo znane amiloidne proteinopatije, med njimi dost znani torej Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen. In kaj se dejansko dogaja? Torej, ti proteini v bistvu zaradi različnih dejavnikov, ki so še trenutno ne toliko poznani, v bistvu agregirajo, torej od monomerov, oligomerov, protofibrilov, fibrilov in na koncu tudi do nekih agregatov, ki v bistvu tvorijo, na primer v primeru Parkinsonove bolezni, dobimo te zelo znane agregate alfa-sinukleina, so Levijeva telesca ali Levijevi neuriti. V primeru Alzheimerjeve bolezni pa imamo torej amiloidne plake in pa tudi tau tangles. Zdaj, kaj je skupno vsem tem, je, da vse te amiloidne proteinopatije v bistvu tvorijo neke take beta plošče. Zdaj, čisto na kratko, torej, na kak način je pozitronska emisijska tomografija dejansko ima neko vlogo pri le-teh, torej zelo znan, torej z ogljikom 11 označen Pittsburgh spojina. To je bila po mojem mnenju dost razpolovna točka
pri vlogi pozitronske emisijske tomografije. Torej, ko je bila ta spojina dejansko razvita, in če pogledamo zdaj to sliko, torej vidimo, torej, da ko so imeli torej, amiloid beta negativnega pacienta, da se leta spojina torej, ni vezala na te amiloidne plake, medtem ko pri amiloid beta pozitivnih pacientih se pa je torej, ta spojina vezala na te amiloidne plake, kjer vidimo, da je dejansko koncentracija radioaktivnosti zelo zvišana. Zdaj, kakšna je dejansko bila, oziroma je neka omejenost te spojine, kot že je Aleksandra prej omenila, torej ogljik 11 ima žal razpolovno dobo 20 minut, zato v bistvu so znanstveniki razvili naprej dve spojini, torej flobeta-ben in flobeta-pir, ki sta pa dejansko označena z fluorom 18 in se tudi uporabljata dejansko v kliniki. Zdaj, če pa lahko jaz preidem naprej do alfa-sinukleina, ki je dejansko tudi osrednja tema moja doktorskega študija. Torej, alfa-sinuklein je dejansko beljakovina, ki je sestavljena iz 140 aminokislin in le te, torej, ko pride do nekega odlaganja okvarjene beljakovine znotraj citoplazemsko, govorimo, da pride dejansko do nekega nastanka Levijevih teles oziroma Levijevih nevritov, kot jih lahko vidimo tukaj. In to je predvsem v primeru Parkinsonove bolezni in demence z Levijevimi telesci. Če pride pa do odlaganja okvarjene beljakovine v citoplazemskih glialnih celicah, potem pa dejansko govorimo o neki multisistemski atrofiji. Zdaj, trenutna diagnoza, torej če želimo diagnosticirati sinukleinopatije, je dosti omejena, in sicer je omejena najprej na patologijo, torej v tem primeru torej uporabljajo posebna pravila ali pa tudi na imunohistokemijo, torej pri tem se uporabljajo specifična protitelesa. Žal postmortem tkiv, torej kakšna bi pa bila dejansko vloga pozitronske emisijske tomografije, pa je v primeru torej sinukleinopatij, torej najprej, če bi imeli nek specifičen radiofarmak, bi ga lahko najprej uporabili pri diagnozi, ampak v tem primeru govorim v zgodnjih diagnozah. In tudi, torej, ko bi imeli nek tak radiofarmak, bi lahko v bistvu razvijali terapevtike in tudi spremljali, na kak način se neka taka bolezen dejansko razvija. Žal, trenutno nek v oklepajih radiofarmak še ne obstaja, tudi farmak še ne obstaja. Kot zanimivost, torej je Michael Jamie Fox Foundation, to je dosti znana fundacija, ki pokriva Parkinsonovo bolezen. V bistvu je razpisala to alpha-synuclein imaging competition, kar pomeni v bistvu, da dajo nagrado vsem, da dajo nagrado dejansko vsem, ki bi, oziroma raziskovalni skupini oziroma posamezniku, ki bi razvila to specifično radiofarmak. Zdaj, kakšni so pa dejansko neki taki izzivi oziroma zakaj je tako zelo težko razviti nek alfa-sinuklein PET radiofarmak? Čisto na kratko. Torej, najprej v bistvu se le ta protein izraža, ima zelo nizko izražanje, kar pomeni, da spojina kot taka mora imeti zelo visoko afiniteto do tarče. Potem drug izziv je, da torej alfa-sinuklein je zelo strukturno podoben z ostalimi amiloidi, kot so na primer tau in amiloid beta. In zdaj, zakaj je zdaj to pomembno? Zato, ker v bistvu vsi ti amiloidni proteini v bistvu soobstajajo v različnih možganskih regijah in zdaj, če mi želimo razviti neko diagnostično orodje, pomeni, da mora le ta spojina najprej biti selektivna, kar pomeni, da se mora selektivno vezati na specifičen protein in hkrati mora imeti tudi neko visoko afiniteto. In zdaj, ko govorimo o afiniteti, govorimo bolj o nekih nanomolskih vrednostih. Zdaj, četrti izziv, če lahko rečemo kot izziv, je v bistvu, da se alfa-sinuklein nahaja znotraj celično, kar pomeni, spojina kot taka mora najprej prehajati neko možgansko bariero,
potem pa tudi prehajati celično bariero. Peti izziv je, da žal je ogromno nekih posttranslacijskih modifikacij, ki tudi vplivajo, da se struktura samega proteina čez čas spreminja. In zdaj kot zadnji izziv pa bi jaz izpostavila, da v bistvu poznamo veliko različnih strukturnih oblik, od oligomerov, monomerov, fibrilov, protofibrilov in na koncu samih agregatov, in ta spojina, ki bo nekoč razvita, bi dejansko mogla se vezati na določene specifične oblike. Zdaj čisto na kratko, torej kakšen je dejansko razvojni krog molekularnega slikanja pri sinukleinopatijah. Torej vse se začne pri kemiji, tako bi jaz rekla, to je tudi moja osrednja tema doktorskega študija. Torej, ali izbrati določeno molekulo ali jo dejansko razviti. Jaz žal zaradi zaupnosti teh podatkov vsega ne morem razkriti. Se pa ukvarjam bolj z razvojem majhnih protein oziroma majhnih spojin, molekul. Torej, ko je neka taka spojina dejansko razvita, potem naslednji korak je seveda in vitro testiranje, in tukaj ponovno torej testiramo, kakšna je afiniteta te spojine in tudi kakšna je dejansko selektivnost te spojine. Zdaj, kakšen testni material uporabljamo? Torej, uporabljamo 3 različne, uporabljamo ali fibrile ali postmortem tkivo, torej človeško postmortem tkivo, ali pa uporabljamo tudi človeške homogenate. To je v bistvu predstavlja precej izziva, zato ker je to postmortem tkivo kot tako je dosti omejeno in tudi omejeno je v smislu dobre patologije. Žal, se večina raziskovalnih skupin obrača proti, torej testirajo spojine v fibrilih. Žal, pa je dokazano, torej, da fibrili kot taki ne predstavljajo dejanske strukture proteina, ki se nahaja v nekih v postmortem tkivu oziroma v možganih teh pacientov. In zaradi tega v bistvu lahko dobivaš ogromno nekih false pozitiv ali pa false negativ rezultatov. Zaradi tega, torej, ker pa uporabljamo postmortem tkivo, pa testiramo predvsem ex vivo, kar pomeni, uporabljamo 2 različni tehniki, torej uporabljamo autoradiografio, to je v bistvu tehnika, kjer uporabljamo s tricijem označene spojine in je tudi nek zlati standard pri razvoju spojin za sinukleinopatije. Potrdi se pa na koncu tudi vezava z imunohistokemijo, kjer se pa uporabljajo torej različni in specifična protitelesa za ta protein. In zdaj seveda zadnji korak so in vivo testiranja, pri tem se uporabljajo torej različni živalski modeli. Žal v primeru Parkinsonovih bolezni so ti živalski modeli dosti omejeni, tako da tudi to ni nek idealen faktor oziroma nek idealen model, pri katerem bi lahko testirali spojine. Kot pa že omenjeno, torej, ker se osredotoča na nevrologijo, torej želimo, da neka spojina prehaja možgansko bariero, pogledamo tudi, kakšen je procent vezave na neke plazemske proteine, pogledamo tudi razne metabolite, torej želimo seveda, da radiometaboliti ne prehajajo možganske bariere, zato ker na koncu ti to vpliva na samo v bistvu kvantifikacijo, in pa pogledamo tudi samo farmakokinetiko, ki ima določen radiofarmak. Zdaj čisto na kratko, v bistvu, če lahko predstavim, na kak način je moja doktorska na kak način je moj doktorski študij se začel. Torej, kot omenjeno, torej sama se ukvarjam z oblikovanjem in sintezo majhnih molekul za razvoj alfa-sinuklein 5 radiofarmaka. In pri tem v bistvu mi smo začeli in smo se odločili, da bomo dejansko določeno spojino razvili, in zaradi tega smo dejansko ustvarili alfa-sinuklein kemijsko podatkovno zbirko majhnih molekul. Pri tem smo uporabili torej različne vire, pridobili smo približno 550 spojin,
Od tega smo dejansko izbrali aktivne predstavnike. In kakšen je bil dejansko kriterij? Torej, kriterij je bil, da ti aktivni predstavniki morajo biti dejansko molekularno raznolike spojine. Potem smo tudi pregledali, na kakšen način je bila njihova afiniteta izvedena. Torej, kot omenjeno, lahko je izvedena na nekih postmortem tkivih, lahko je izvedena na fibrilih, lahko pa afiniteta ni bila izvedena, ampak so bili v bistvu objavljeni podatki od avtoradiografij. In na koncu, torej, ko smo izbrali te aktivne predstavnike, to je bilo približno 17 spojin, smo s pomočjo različnih računalniških modelov, s pomočjo najprej različnih računalniških modelov, torej predlagali določene spojine, ki smo jih tudi sintetizirali in jih radio označili z tricijem, in so pa trenutno v in vitro testiranjih. Tukaj bi zaključila, kot omenjeno, pozitronska emisijska tomografija se že uporablja pri diagnostiki nekaterih nevrodegenerativnih bolezni, predvsem Alzheimerjeve bolezni. Zdaj specifičen PET radiofarmak za sinukleinopatije pa trenutno žal še ne obstaja. Tako da rada bi se seveda zahvalila mojim mentorjem, torej Bertu in Daniel, pa vsem tudi članom našega laboratorija tukaj v Amsterdamu in pa seveda tudi Lundbeck farmi, ki mi je tudi omogočila, da sem naredila še pred COVID situacijo to krajšo v bistvu izmenjavo pri njih. Tako da zdaj pa sem pripravljena na vprašanje. Ok, Špela, najlepša hvala. Zelo zanimivo predavanje. Sem prepričana, da bi bilo še bolj, če bi lahko nam razkrila, kar ne smeš razkriti. V bistvu čestitam k tem, kako ste se pravzaprav lotili targetinga, se pravi alfa-sinukleina, ki si naštela ima celo vrsto izzivov od nizke ekspresije dalje. Se pravi, vse, kar si želimo, se pravi visoko ekspresijo, potem neko možno specifično selektivnost, vse to bo za vas predstavljalo res tak konkreten izziv. Pa me zanima, a mogoče pa kljub temu, da določenih stvari ne smeš povedati, mogoče lahko za katerega od teh glavnih izzivov, mogoče nam majčkeno poveš, kako se boste zadeve lotili, ali pa ste se jo že. Trenutno so torej te spojine bolj v testiranjih, tako da čakam na rezultate in upam na najboljše, ampak osebno se mi zdi, da bo najtežji izziv selektivnost. Zato, ker so vse te spojine, torej kot omenjeno, ta amiloid beta in alfa-sinuklein, torej to so obstajajo v možganskih tkivih, žal vse tvorijo te beta strukture. In zaradi tega se mi zdi, da tudi vse spojine, ki so bile do sedaj razvite, žal so imele največjo težavo pri premaganju selektivnosti. Ja, dejansko, te nevrodegenerativne bolezni, ogromno jih je, veliko razvoja, jaz sem usmerjenega tudi v bistvu na našem področju, ampak izzivi so res veliki. Tako da jaz vam želim čim več uspeha. Zdaj v bistvu specifičnega vprašanja iz publike ni, zato bi jaz še eno nestrokovno vprašanje. Podobno kot Aleksandro, bi tudi vas vprašala, ali je ta prehod iz Slovenije v tujino pač nek prehoden, ali se vidite tudi v prihodnosti veliko lažje v tujini kot v Sloveniji, in če v bistvu ste na področju radiofarmacije, radiokemije našli tisto področje, na katerem bi radi vztrajali tudi naprej po doktoratu, če lahko že to rečete. Zelo zanimivo vprašanje. Trenutno še ne razmišljam o vrnitvi v Slovenijo, ampak se pa v bistvu udeležujem raznih dogodkov tudi prek Vtisa,
Tako da to je neko vprašaj, je neka želja, ampak trenutno seveda moram zaključiti tudi tukaj, potem pa bomo dejansko videli, kaj želim. Torej, če želim ostati v področju radiokemije oziroma radiofarmacije, ali želim dejansko neko drugo področje tudi raziskati. Tako da ni še neke striktne odločitve. Najlepša hvala in seveda veliko uspehov v res zanimivem področju raziskav. In hvala. Hvala. Tako, zdaj smo pa pri naši zadnji panelistki in kakor pravijo, last but not least. In verjamem, da tako velja tudi za magistro Alino Schneider. Ona pa ni farmacevtka, se pravi, tukaj smo 3 farmacevtke in da ne bomo v bistvu, ne vem, če ste začetni del okrogle mize in nagovore slišali, zato da ne bomo odkrivali napačnega sušilca rok, smo v bistvu poskrbeli za vsaj neko delno raznolikost. In v bistvu Alina nam bo osvetlila drug aspekt molekularnega slikanja. Če ste nam Aleksandra in Špela predstavili razvoj radiofarmakov in s tem vir radioaktivnega signala, potem nam bo Alina pravzaprav pokazala, kako ta signal z različnimi tehnikami slikanja detektirati in v naslednjih nadaljnjih korakih z različnimi algoritmi obdelovanja slik pretvoriti na način, ki vodi k lažji interpretaciji izvida in seveda, kar si vsi na koncu želimo, uspešno diagnozo različnih bolezni. Alina je diplomirala na fakulteti za elektrotehniko, prav tako v Ljubljani, z področja elektroenergetike in mehatronike. Potem pa je med magistrskim študijem na Dunaju in pripravništvu pri Komiteju Združenih narodov za učinke atomskega sevanja, jo je pa pritegnilo to področje molekularnega slikanja. Z tega področja je pravzaprav potem tudi magistrirala. Danes pa je doktorska študentka v Londonu na King's Collegeu. S čim točno se ukvarja, nam bo pa predstavila sama. Alina, prosim. Hvala za to predstavitev. Vidim svoj zaslon. Takole. Kot ste že omenili, hvala za lepo predstavitev in za povabilo za tole predstavitev danes. Začela bom s tole sliko, ki je tukaj na desno, v kateri velikokrat rečem zraven I can see inside ali pa lahko vidim notri. Zato, ker kot ste omenili, jaz se bolj ukvarjam s tem, da slike interpretiram in gledam človeške organe, kakor pa z radio tracerji. Kaj pa je ta naprava, ki jo držimo v roki? Mnogi se sprašujejo. To je majhna Lego miniatura Pete Marija, s katerim se ukvarjam za svojo doktorsko tezo. Začela bom najprej s tem, kaj je MRI, ker je Špela zelo prijazno objasnila, kaj je PET. V glavnem, MRI je en zelo velik magnet, ki potrebuje zelo veliko magnetno polje, da lahko dosežeš lepe slike. In sicer MRI magnetna polja so v rangu od 0,5 Tesla do 9 Tesla, kar je kar 10.000-krat več, kot je magnetno polje Zemlje. Tako da res potrebujemo zelo velik magnet, ki ga je zelo težko vzdrževati. Je zelo draga zadeva, če se pokvari, tako da teh naprav ni zelo veliko in je zato dokaj omejena raziskava in ne zelo dostopna v primerjavi z recimo ultrazvokom ali pa z recimo rentgenom. MRI je tudi zelo neprijetna raziskava v trenutku, saj je prostor, kamor pacienta na tej postelji tukaj zapeljejo dokaj majhen.
Tudi v tem prostoru je potem celotna preiskava zelo glasna in pacient se ne sme premikati, zato je zelo veliko prostora za izboljšavo opravljanja teh preiskav. Kako pa dosežemo te slike z MRI-jem, ker MRI nima res kamere. No, kako stvar deluje, da za slikanje organov v človeškem telesu uporabljamo jedra vodikovih atomov. Zdaj je vodika oziroma vode v tkivih človeškega telesa resen pretek. Te vodikove atome postavimo v magnetno polje, to, ki je 10.000-krat večje kot polje Zemlje, in jih postavimo v enako orientacijo, kot kaže tukaj tale desna stran na sliki. MRI pa ima 3 magnetna polja, in sicer to zelo močno magnetno polje magneta, ki polarizira vodikova jedra. Potem imamo gradientna polja, ki jih je mogoče spreminjati tako, da lahko integriramo potem prostorske in časovne razlike, ki jih uporabljamo za prostorsko kodiranje. Potem pa imamo še RF polja, s katerimi manipuliramo potem ta vodikova jedra in s tem dobimo signale, preko katerih potem dobimo tudi našo sliko. Samo da malo pojasnim to, kako to izgleda. Se pravi, imamo tole RF tuljavo, skozi katero pošiljamo intenzivne impulze, potem tele vijolične stvari, tukaj so tele naši vodniki, ki jih potem s temi RF impulzi nekako spodbudimo, da spremenijo svojo orientacijo, potem pa se ti naši vodnikovi atomi nazaj počasi premikajo v originalno stanje, v približno 100 milisekundah, ampak se vračajo glede na različna tkiva različno hitro. In to potem s tem RF sprejemnikom sprejemamo in iz tega potem naredimo tudi sliko tkiv. Se pravi, zaradi tega, ker se različna tkiva različno obnašajo, jih lahko tudi potem z MRI-jem slikamo. Informacijo o tem položaju teh tkiv dobimo s pomočjo teh gradientnih tuljav, ki sem omenila prej. In ja, glede tega potem dobimo nekako prostorsko informacijo, kako se različni atomi spreminjajo in nahajajo v telesu. Z različnimi tehnikami slikanja lahko dosežemo različne slike, saj se različna tkiva različno obnašajo. Na žalost pa imajo različna tkiva občasno tudi zelo podobne časovne razmike, kako se vračajo nazaj v isto orientacijo. Zato ne moreš vedno slikati vsega, moraš se odločiti, kaj želiš slikati. Se pravi, glede na bolezen, glede na stvar, ki jo želiš diagnosticirati, potem zdravnik postavi najboljši protokol slikanja in izbere najboljše tehnike slikanja. In z ustvarjanjem ene nove te tehnike slikanja se ukvarjam tudi jaz, imenuje se T2 mapping. Tukaj na tej sliki vidimo, da to je slika istih možganov, vendar z različnimi tehnikami slikanja. In recimo na sredini je T2 weighted slika možganov, ki pa je predhodna tehnika, s katero sem jaz nadgradila. V glavnem, jaz pa se ne ukvarjam z slikanjem možganov, temveč s slikanjem srca in ožilja, ki je majčkeno bolj zakomplicirano kot možgani, ker če se spomnite, na začetku sem omenila, da se pri MRI ne smeš premikati, kar je dosti komplicirano, sploh pa če si srce, saj srce utripa in človek diha. Tako da je pa kar nekaj prednosti slikanja srca, kljub tem velikim težavam premikanja, in sicer, da je to neinvazivno slikanje, da nisi izpostavljen sevanju, da imaš zelo dober kontrast mehkih tkiv. Kot vidite tukaj na tej sliki je cel kup različnih tehnik, ki odkrivajo cel kup različnih bolezni in stanj. Recimo lahko opraviš angiografijo brez kontrasta, lahko preveriš srčno funkcijo, prekrog krvi po miokardiju, lahko karakteriziraš različna tkiva, vsebino vode, inflamacije, potem lahko si pogledaš prisotnost kisika v srcu in tako naprej. Tako da je res milijon možnosti, kaj lahko narediš vse z MRI-jem, samo ne moreš pa vseh, ker traja zelo dolgo. Poleg tega pa imamo omejitev, kot sem prej omenila, gibanja. Če slikaš, recimo, kot na tele sliki avtobus, ki se premika, kaj se bo zgodilo, in boš zavrnjeno sliko. In prav podobno se zgodi tudi pri MRI-ju. Če slikaš srce, ki utripa, in abdomen, ki diha, in boš imel zamrljeno sliko. Saj pri dihanju se premika telo za
približno 1 do 2 centimetra gor in dol in približno 12krat na minuto. In prav tako srcem so premiki dokaj veliki, tako da zelo močno vpliva na kvaliteto slike. No, to je pa še en zelo pomemben aspekt moje doktorske naloge, kako odpraviti ta gibanja najbolj učinkovito in dobiti čim več informacij iz slik najhitreje. Eden izmed najboljših načinov spopadanja z gibanjem srca je, da slediš srčnemu utripu in da ne slikaš skozi cel srčni utrip, vendar samo del srčnega utripa, ko je srce pri miru, in na ta način se izogneš kakršnemkoli gibanju med slikanjem. To se da opraviti, recimo, da sinhroniziraš svoje skeniranje z EKG-jem ali pa s pulznim oksimetrom ali pa akustične tehnike, recimo sprožitve so tudi možne, recimo, da poslušaš srčni utrip. Z dihanjem je malce bolj zakomplicirano. Ena opcija je, da pacienti zadržujejo dih, ampak problem je, da pacienti ne morejo neomejeno zadrževati diha. Druga stvar je pa tudi, da nekateri bolniki preprosto ne zmorejo zadrževati diha dovolj dolgo, da bi lahko opravili te preiskave. Tako da so različni znanstveniki poskusili odkriti različne možnosti, kako zaznavati dihanje. In potem recimo ali slikati samo v nekem ciklu, tako kot pri srčnem zaznavanju, recimo v enem delu dihanja, ko telo najbolj miruje, ali pa slediti dihanju dovolj, da lahko potem sliko popraviš glede na lokacijo dihalnega cikla. Tukaj je nekaj tehnik, s katerimi lahko zaznavaš dihanje. Recimo ena popularna je, da imaš okoli pasu pas, ki zaznava premikanje tvojega abdomna in potem glede na to zaznava dihanje. Druga je, da imaš senzor za spremembo zraka okoli dela nosa. Potem obstajajo tudi temperaturne spremembe za zaznavanje dihanja. Zadnja pa je tista, s katero se ukvarjam jaz, in sicer, da zaznavaš dihanje kar iz slike. In zaznavanje dihanja kar iz slike je pravzaprav najbolj efektivna in najbolj preprosta rešitev, ko jo enkrat vzpostaviš, saj lahko uporabiš celoten dihalni cikel za slikanje. Sledimo dihanju v smeri gor-dol in levo-desno in iz tega dobimo potem tale signal na desni našega dihalnega gibanja, s katerim potem popravimo slike na pravo lokacijo, da potem lahko dobimo sliko brez gibanja, kot je pokazano tukaj. Se pravi, na levi vidimo sliko brez korekcije gibanja, sicer s korekcijo gibanja že za EKG-jem, se pravi sliko, ki je bila slikana samo med mirajočim stanjem srca, vendar pa med prostim dihanjem lahko odpravimo gibanje tako zelo močno, da dobimo zelo lepe detajle miokarda in pa recimo tukaj tudi pljuča so bolj jasna, tako da ja, z korekcijo gibanja lahko odpravimo veliko težav MRI-ja. Zdaj, da se dotaknem PET-MR, ki je moja tema raziskovanja. Zakaj MRI? Zato, ker ima odličen kontrast na tkiv, ima anatomske informacije, ima veliko kontrastov in veliko raziskav, ki jih lahko praviš, in je v bistvu ponuja ogromno komplementarnih informacij, ki jih samo s PET-om ali samo s CT-jem ne moreš dobiti. Omejitev pa je, da je nizka specifičnost in da je kompleksna raziskava, ki potrebuje dodatno izobražen kader, ki pa ni vedno na voljo. Zakaj PET? Zato, ker ima veliko občutljivost in specifičnost različnih radiosledilnikov za zaznavanje različnih bioloških procesov in molekularnih tarč. Nažalost pa se skenira samo en kontrast in je nizka ločljivost in samo omejena anatomija, tako da ponekod ne veš, kje točno se je pojavil recimo tumor ali druge stvari. No. In pa tudi stvar je, da spet seveda pride zraven sevanje. Ne? Zakaj pa PET MRI? Zato, ker imamo dodatno vrednost MRI-ja, ki nam pokaže točno anatomsko razporeditev ugotovitev, kot kaže tukaj tudi slika na levi spodaj, recimo točno vidiš, v katerem predelu se pojavijo izpostavljeni deli in pa imaš veliko različnih možnosti dodatnih raziskav v enem samem pregledu. Kaj pa je dodatna vrednost PET? Da imaš zelo specifično in kvantitativno molekularno informacijo, ki ti pomaga postaviti diagnozo.
Zdaj, PET-MRI niso zelo popularni, jih ni veliko po svetu. Obstaja pa par različnih sistemskih dizajnov, ki so na voljo trenutno na svetu. In sicer en je, da je pacient na postelji in gre najprej skozi MRI, potem pa še v PET skener. Druga opcija je pa, da je PET skrit notri v MRI skenerju, že da je slika pravzaprav vzeta istočasno, kajti v prejšnji opciji najprej slikaš eno, potem pa drugo. Mi v naši šoli imamo drugo opcijo, kjer se slika simultaneously, se pravi istočasno dobiš sliko in PET-a in MRI, kar je lažje za interpretacijo in za tudi popravljanje gibanja, kar je ena izmed prednosti, ki jo bom omenila zdaj. Se pravi, prednosti uporabe PET-MR so, da se zmanjša doza sebanja, saj uporabljaš kombinirane informacije iz rekonstruiranih slik. Naprimer, lahko bi zaradi tega tudi študirali različne metabolizne spremembe pri zdravih prostovoljcih, kar trenutno s PET-CT-jem seveda ni možno, saj jih ne želiš izpostavljati sebanju. Lahko izkoriščaš neposredne korelacije signala za ciljne terapije, za ciljne biopsije, lahko hkrati kvantificiraš presnove in fiziološke poti, in dobiš boljše slike in slikanje najbolj zapletenih primerov, saj imaš z MRI-jem neskončno dodatnih možnosti za diagnozo. Izboljša se registracija, saj če slikaš MRI en dan in pa PET drugi dan, jih je zelo težko postaviti eno čez drugo. Z MRI-jem dobimo tudi korekcijo gibanja, kar drugače pri PET-u ni možno, se pravi, se kvaliteta PET slik zelo izboljša. Je tudi rešitev na enem mestu za slikanje raka, tako da pacient ne rabi iti na več različnih raziskav, prihrani nam čas, prihrani nam prostor in pa seveda pacientu je veliko lažje priti na eno preiskavo na mesto na dve. Žal pa ima tudi še kar nekaj izziv tale naš PET-MR, in sicer, da imamo težavo še vedno s popravkom PET slik, da časi PET-MR-ja se razlikujejo glede na našo željo po MR raziskavah, ker obstaja toliko veliko različnih, se je treba odločiti katero, in tako da ne moreš vedno reči, tole bo trajalo pol ure, lahko traja pol ure, tudi 1 uro in pol, tako da to je ena izmed negativnih stvari in je zaradi tega veliko daljša kot pa PET-CT, ki je vedno enako časovno omejeno. Seveda je tudi zelo zakomplicirano sodelovati in raziskovati na PET-MR, ker jih ni toliko veliko po svetu, tako da sodelovanja so omejena in tako zaradi tega tudi proces raziskovanja. Je tudi še vedno velik izziv dobiti izobražen kader, ki se ukvarja s temi raziskavami, saj mora človek, ki opravlja to raziskavo, znati in upravljati PET in MR, in potem potrebuješ tudi zdravnike, ki bodo znali interpretirati te PET-MR slike. Seveda je tudi naložbeno tveganje, saj so stroški enega takega skenerja od 4 do 5 milijonov dolarjev, tako da to je en zelo velik minus PET-MR-ja. Zdaj pa, da se še malo dotaknem, s čim se točno jaz ukvarjam. In sicer jaz se ukvarjam z netogim 3D tissue mappingom. To je preiskava celotnega srca, kjer kompenziram gibanje v hibridnem PET-MR-u. Se pravi, uporabljam gibanje, korekcijo gibanja, ki ga dobim v MR-u za popravljanje gibanja v PET slikah. In sicer to smo začeli zaradi srčne sarkoidoze, ki je bolezen, ki je običajno prisotna v pljučih in zelo prisotna v Združenem kraljestvu. Običajno se pojavi v pljučih, ampak včasih se lahko pojavi tudi v srcu, v jetrih, v mišičnem sistemu, v koži, v očeh in v drugih organih tkiva, ampak seveda smo mi najbolj zainteresirani za srčni aspekt te bolezni, ker se klinično manifestira samo v 5% teh pacientov, ampak nažalost pa je najbolj pogost razlog smrti v sarkoidoznih pacientih, ker je ta bolezen v srcu zelo velikokrat asimptomatična in ne obstaja dober način, kako jo diagnosticirati. Zaenkrat trenutno so priporočila, da jo diagnosticiraš z MR-jem ali pa PET-om, ampak te dve tehniki imata komplementarne informacije, tako da po mojem mnenju bi bilo najboljše, da jih združimo in s tem naredimo eno raziskavo in je potem diagnoza veliko lažja.
Saj MRI nažalost ni zmožen razlikovati med aktivno boleznijo in kronično brazgotino, kar je nažalost ključnega pomena pri tej bolezni. In nima zelo posebnega vzorca LG, da bi lahko rekel, tole je pa sarkoidoza ali pa to je neka druga bolezen. S petom je tudi problem, da imamo veliko lažnih pozitivnih rezultatov, saj pacienti za srčno slikanje s petom morajo opraviti dieto, ki jo nažalost v primeru 25% ne uspejo opraviti. Z raziskavami T2 mappinga in T1 mappinga, ki sem jih omenila prej, z različnimi tehnikami slikanja, je pa problem to, da v kliničnem sistemu jih ponavadi slikajo samo v 2D, namesto v 3D, kar pa je v takih boleznih, kot je srčna sarkoidoza problem, saj se pojavlja na različnih delih srca in pa v zelo majhnih delih, zelo majhnih velikostih. Tako da potrebuješ nekako čez celotno srce sliko, če ne boš vedel, če je bolezen prisotna ali ne. Zato so pravzaprav rekli, da je PET-MRI zelo obetavna metoda za diagnosticiranje srčne sarkoidoze, saj ti da komplementarne informacije in ti da informacije o funkciji miokarda, vzorcu poškodbe in aktivne bolezni v enem pregledu. In pa seveda je pacientu veliko lažje priti enkrat, kot pa dvakrat. Interpretacija nažalost še vedno ostaja izziv, ker, kot sem rekla, zelo težko je najti kader, ki zna interpretirati PET-MRI slike kvalitetno. Poleg tega imamo še vedno zelo občutljive tehnike na dihalne gibanja in pa zaenkrat so te slike narejene samo v 2D. Zato jih je težko postaviti drugo čez drugo in narediti diagnozo. Mi pa predlagamo zato, da bi bilo bolje, da namesto 2D MRI-ja dodamo še 3D MRI celotnega srca z dodatno korekcijo gibanja, ki bi zagotavljala karakterizacijo vnetja miokarda in pridobivanja gibalnih polj, ki jih potem lahko apliciramo tudi na PET sliko in s tem popravimo tudi PET sliko, da izgleda lepše in jo je lažje diagnosticirati. Uspeli smo narediti zelo uspešno metodo slikanja 3D T2 mapping, ki je zelo primerljiva z kliničnim 2D mappingom. Kot vidite tukaj, so slike zelo primerljive med klinično in mojo metodo slikanja in tudi vrednosti, ki nam povejo, če je miokardium zdrav, so primerljive, tako da to je zelo pozitivna novost. Potem pa tudi naše metode korekcija gibanja so se izkazale za najboljše, se pravi z popravljanjem gibanja preko tistih sličnih navigatorjev, ki sem jih omenjala prej, se pravi, da sledimo gibanju in potem popravljamo slike, nam na koncu pokažejo najlepše kvalitete slik, kot se kaže tukaj na koncu. In iz teh modrih puščic, kar vidite tukaj spodaj, potem lahko dobimo ta gibalna polja, to so ti modre puščice, ki jih potem dodatno uporabimo tudi na PET sliki in popravimo PET sliko, da je tudi brez dihalnega gibanja. In tukaj je en primer tega našega PET-MRI skena, ki smo ga opravili 2 meseca nazaj, kar smo zelo veseli, ker je take paciente zelo težko dobiti, ki privolijo v raziskavo. In smo uspeli v bistvu uspešno popraviti, recimo okoli jeter se vidi zelo čudovito, kako smo uspeli popraviti gibanje zaradi dihanja in pa tukaj v stenah, srčnih stenah, tukaj se vidi tudi zelo močno, kako smo popravili PET slike z našimi gibalnimi polji, ki smo jih pridobili pri MRI-ju. No, zdaj pa še zadnja misel, za PET-MRI pravijo veliko ljudi, da je v bistvu rešitev, ki išče problem, namesto problem, ki išče rešitev. Težko je reči, če se splača ali ne, jaz pravim, da se splača. PET-MRI je namreč natančen in sigurno ni slabši kot PET-CT, kar mnogi trdijo, saj so z novimi tehnikami uspeli doseči enake kvalitete slik, kot pa z PET-CT-jem. Ima tudi klinične prednosti, saj lahko z MRI preiskavami dodamo dopolnilne informacije, ki jih s CT ne moremo dobiti. Negativna stvar je pa seveda cena, ki bo pa še nekaj časa komplicirana. Tako da, ja, najlepša hvala za vašo pozornost in sem odprta za vprašanje.
Alina, najlepša hvala za zelo zanimivo vprašanje, ki je lepo uravnotežilo današnja ta sklop panel 1 z področja molekularnega slikanja. Se vam res lepo zahvaljujem. Zaenkrat z publike ni vprašanj, upam, da se bo kdo opogumil. Drugače ne opozorim, da če bodo vprašanja se porajala vam kasneje, tako kot so v bistvu že opozorili in ste dobili tudi na maile, je možno oddajati vprašanja prek Slack kanala, ki bo v bistvu odprt še 1 mesec. Alina, v bistvu ste s tem zadnjim slajdom odgovorili na vsa vprašanja, ki sem želela biti majčkeno provokativna, zato tega, ker dejansko so te razprave v zadnjih letih, PCT, 5MRI, kakšna je dejansko dodana vrednost, če v bistvu ti vzameš, da imaš pacienta, kaj v bistvu to za njega pomeni, kakšna je prednost na nivoju dejansko potem nekega kliničnega efekta če ga vodiš prek ene oziroma prek druge poti, pa seveda cena je neverjetna. Jaz upam, da glede na razvoj na tem področju, da se bo tudi tukaj pokazala neka vseeno dodana vrednost in da bo dejansko, tako kot ste rekli, da na koncu se splača, zato ker je neka dodana vrednost pač v nekem segmentu preiskav, da se zdaj eno menja z drugim, ampak da se najde res optimalno, vedno je treba gledati skozi pacienta, za katero stvar je optimalna. Zdaj, kar ste vi že odgovorili na vsa vprašanja, bi v bistvu še vas na koncu vprašala, glede na to, kakšna je danes tematika in kdo je organizator. Vi ste pravzaprav tudi bili v tujini že, imate res veliko izkušenj. Zdaj, če sem jaz razumela, je molekularno slikanje tisto, v katerem ste se našli in se vidite tudi naprej? Ja, tako je. Moje področje je definitivno medicinsko molekularno slikanje in mislim, da o tem bi želela vztrajati. Seveda, kot inženirka imam možnosti veliko, ampak vedno sem želela nekako združiti inženirsko stran z to medicinsko stran, ki me je vedno malo vlekla. Tako da sem našla kar področje, kjer se da zelo veliko pozitivnega narediti in vplivati pozitivno na svet in na nove raziskave, kar mi zelo ugaja. Tako da, nažalost, takih projektov v Sloveniji zaenkrat še ni, sploh pa na 5MRI, ki ga zaenkrat mislim, da v Sloveniji ni. Ni ga. Ampak, ne vem še, kam me pot vodi, ampak si puščam odprta vrata. Tako. Ja, definitivno, kar se meni zdi super, tudi pač sama sem zaposlena na kliniki za nuklearno medicino tukaj v Ljubljani, je pravzaprav, kar je mene pritegnilo, je ta interdisciplinarnost področja, tako da res lahko srečaš različne strokovnjake z različnih področij in potem res najti skupen jezik, skupno diskusijo je tisto, kar nam da neko dodano vrednost. Se mi zdi, da si predstavljam, da vse, ki smo se danes našli na tem panelu, je to ena tista dodana vrednost, mačkam te radioaktivnosti, malo dodane razburljivosti in v bistvu res ta interdisciplinarnost. Bi pa zdaj še vam posredovala eno vprašanje z publike. Najlepša hvala najprej za predstavitev, seveda so bili navdušeni tudi ostali. Obstajajo kakšni podatki, koliko bolj uspešna je vizualizacija, diagnostika z vašim kombiniranim sistemom v primerjavi le z enim od teh? Se pravi, hibridno napram... Eno ali drugo. Ja. Obstajajo raziskave, ki jih nisem opravila sama. Se pravi, jaz sem bolj na tehničnem
področju, kakor pa na dejanskem kliničnem področju, ampak so opravljali raziskave eni izmed kliničnih fellow v naši šoli. In se je izkazalo, da PET MRI se pravi, velikokrat morajo biti pacienti napoteni so iz PET, na to pa še v MRI, zato ker PET ni dovolj informativen glede te bolezni. Tako da ja, zaradi tega tudi v bistvu smo dobili funding, zato ker glede na to, da PET MRI imamo na voljo in v Londonu je zelo veliko srčne sarkoidoze, tudi je iz strani zdravnikov zelo velik interes, da bi se stvar predstavila v klinično prakso. Saj se je izkazalo, da velikokrat pacienti potrebujejo oboje. Ja. Z mojo tehniko slikanja sem pa tudi opravila raziskavo v drugih, se pravi, ta T2 mapping se lahko uporabi tudi v drugih pacientih, ne samo v pacientih s srčno sarkoidozo. Recimo v miokarditisu recimo se lahko tudi upravi in sem raziskala zadevo v približno 20 pacientih, kjer se je izkazalo, da je enako kvalitetna kot 2D tehnika. Se pravi, ja, s tem, da dobiš veliko več informacij in v nekaterih primerih je bila zaradi tega, ker je bila slika 3D veliko bolj informativna kot 2D. Z 2D bi recimo spregledali bolezen, s 3D so pa potem dobili komplementarne informacije celotnega volumna srca, tako da so lahko odgovorili tisto vprašanje, ki so si ga zastavljali. Tako da, ja. Super. To je vedno, se mi zdi, ena dodana vrednost, če dejansko se sledi neki klinični potrebi, ne, da je recimo raziskovanje in znanost zaradi znanosti, v čemer se lahko vsak, se mi zdi, ujame. Vedno se mi zdi, da na našem področju fino imeti na koncu bolnika in klinično potrebo, in da grejo potem informacije v obe smeri. Ja, moram reči, da je to ena izmed boljših stvari raziskovanja na King's Collegeu, ker sem locirana v bolnici, v St. Thomas's Hospital in imamo dejansko konstanten interakcijo imamo konstantno s pacienti in s kliničnimi potrebami, ki jih ima bolnica. Tako da to je ena boljših stvari, da lahko takoj preverimo, če tisto, kar dela, dejansko ima smisel ali ne. Ja. Super. Najlepša hvala. Najlepša hvala v bistvu vsem trem za res krasna predavanja. Jaz mislim, da vsi, ki smo itak že tako navdušenci z tega področja molekularnega slikanja, smo danes še toliko bolj zadovoljni, da smo del te skupnosti. Jaz v bistvu bi se še enkrat zahvalila organizatorjem in vsem vam za vašo pozornost in za vprašanja in bi v bistvu ta panel pač kar se mene tiče oziroma in panelist zaključila. Najlepša hvala. Ja, najlepša hvala vsem panelistkam za izredne predstavitve in izredno zanimivo temo. Tudi meni kot fiziku, ker je bolj teoretične narave, mi je zanimivo, kako se to pretvori v medicino in tehniko slikanja. Seveda najlepša hvala tudi dr. Petri Kolenc za izjemno dobro moderiranje samega panela. Trenutno pa nam sledi krajši oziroma malo daljši premor za kosilo, v katerem je omogočeno tudi mreženje preko spletne platforme Gather, pa bi ta premor, torej 15:15, se nam bo pridružila fundacija ASEF, kjer bojo predstavili svoje aktivnosti in program. Do takrat pa bi si vzela par minut, da vam predstavim spletno platformo Gather, kjer je omogočeno mreženje s panelisti in z ostalimi sodelujočimi na simpoziju.